Dober dan, lepo pozdravljeni, kako lepo je videti takole polno zasedeno novinarsko konferenco. Skratka, to konferenco sta organizirala oba organizatorja, seveda Gospodarsko razstavišče. Šolsko leto se v juniju končuje. Maturanti se še potijo na zrelostnih izpitih, ostali dijaki in učenci pa zbirajo zadnje bonuse za izboljšanje šolskega uspeha. Čeprav so odločitve za novo šolsko leto za tiste, ki so končali osnovno šolo, že znane, pa velja prisluhniti besedam Štefana Grosarja, podpredsednika Obrtne zbornice Slovenije, o prihodnosti poklicev, ki jih potrebuje obrt oziroma ki jih potrebujemo pri vsakdanjem življenju. 20 let samostojne države, izobraževanje smo pa zapeljali tako, kot smo ga, in glede na ugotovitve, da bomo predstavili določene poklice. Morate vedeti, da v Sloveniji je že kar nekaj, za katere se ne da več šolati, ker ni bilo interesa, odnosno so šole rekle, da tako malo količino pa ne bojo izobraževale, če ravno vemo, da se tudi v tujini znajo določeni programi, ki se v določenem delu med seboj pokrivajo, enostavno peljati skupaj, pa potem pa specializacija. In smo danes tam, kjer smo. Zato, spoštovani kolegi in kolegice novinarji in novinarke, ne bodite presenečeni, sploh tisti mlajši med vami, če boste čez 10 let zelo, zelo drago plačevali določene storitve in boste delali tudi po pol plače za bedasto storitev, zato ker ne bo ljudi, ki bi to znali upravljati. To je ta problem te države, ki se ga ne zavedamo. Tujci, Avstrijci, Nemci so imeli podobne probleme. Samo tam so začeli spreminjati miselnost na nivoju države, politiki so spremenili svoja stališča in so začeli gromozansko podporo. To govorimo z izkušenj, ker sodelujemo z Nemci. Poglejte, Nemška obrtna zbornica za Bavarsko in München je tej hiši, slovenski obrtni zbornici, 92. leta začela postavljati in 93. ga omogočila omrežje, 62 plus 1 vseh močnih zbornic plus povezanih v računalniški sistem, v register, ko je država Slovenija 3 leta stara samo sanjala o tem, da bi svoje občine povezala. Smo že mi imeli to. Zato, ker so se začeli zavedati že takrat, kaj ta segment pomeni. V tej državi smo pa vsi svojim otrokom govorili, uči se, da ne bo treba ti delati. A veste? In ta parola bo strašno draga in zapitek se ponekod že plačuje, druge se pa še bo. Tako daleč smo pripeljali našo mladino in zato so nas polna usta na televiziji brezposelnih, mladih brezposelnih, nezaposljivi. Ja, na kak način, če na drugem segmentu pa ni kadra, ga ni. Ampak bogokletno je biti, bom rekel, iti v neke poklicne šole in biti obrtnik. Ampak danes morate vedeti nekaj. V obrtništvu je potrebno znanje računalništva, je potrebno obvladovati sodobno tehnologijo, ker skoraj vsak poklic že za seboj nosi, bom rekel, proizvodna sredstva, ki so tehnološko strašno na visokem nivoju in je potrebno poznavati računalništvo, da lahko programiraš tak stroj in tako dalje. Že skoraj vsaki od naših sekcij se pojavljajo tovrstni stroji. Tako da ni več to klasičnega rokodelstva, razen krovec mora iti na streho in na roke položiti še vedno tisto, ali je to opeka, ali je kakršnakoli oblika teh krovnih elementov. Tudi ostali razni taki poklici bojo še vedno na roke, tehnologija ne bo pomagala. Ampak proizvod sam narediti pa z tehnološko pomočjo veliko lažje.